Elektromotorje delimo na enosmerne motorje in izmenične motorje. Enosmerne nato delimo na motorje z in brez ščetk, izmenične pa na asinhronske in sinhronske. Do pojava motorjev na izmenični tok so bili enosmerni motorji s komutatorjem edina vrsta elektromotorjev. Taki motorji so najpogosteje uporabljeni za realizacijo reguliranih električnih pogonov, saj je možno navor in vrtilno hitrost enostavno spreminjati s spreminjanjem rotorskega in statorskega toka. Enosmerni motor z mehansko komutacijo je tako uporabljen v mnogih industrijskih aplikacijah, ki zahtevajo spremenljive hitrosti. Taki motorji so zelo enostavni, možno pa je tudi vzporedno delovanje večjih pogonov. Kjer je potrebno hitro zaustavljanje, lahko zmanjša velikost potrebne mehanske zavore ali pa jo celo odpravi. Zaradi iskrenja, ki izvira iz ščetk in komutatorja, pa taki motorji niso najbolj primerni za okolja z eksplozivno atmosfero. So tudi zelo težki in dragi, dosegajo nizke hitrosti in imajo slab izkoristek. Tipični primeri uporabe so avtomatizacija v tovarnah, robotika, orodni stroji, pisarniška oprema, avtomobilska industrija, gospodinjski aparati in ročna orodja. Kljub temu ga na opisanih področjih uporabe vedno bolj pogosto izpodrivajo izmenični motorji. Verjetno se bo dolgoročno ohranil le v cenenih pogonih majhnih moči, ki imajo predvideno sorazmerno kratko življenjsko dobo. Prav mogoče pa je, da ga bodo tudi tukaj izpodrinili enosmerni brezkrtačni motorji. Brezkrtačne motorje pogosto poimenujemo tudi motorji z elektronsko komutacijo. Ker nimajo mehaničnega komutatorja in ščetk, pri komutaciji ne pride do iskrenja, kar pa je le ena od prednosti tega motorja pred motorjem s ščetkami. Ker nima ščetk, to pomeni boljše odvajanje toplote in manjši vztrajnostni moment motorja. Taki motorji so robustni in se precej uporabljajo za motorje zelo majhnih moči in visokih vrtljajev, na primer v osebnih računalnikih in v modelarstvu. Imajo majhno valovitost navora in manj elektromagnetnega šuma. Poleg tega so zelo tihi in delujejo v zelo širokem področju hitrosti. Lahko obratujejo v obe smeri, prav tako zelo hitro pospešujejo in zavirajo. Ker je pogon precej kompleksnejši, so za delovanje potrebna dodatna elektronska vezja. Na splošno se pojavlja povsod, kjer se je v preteklosti uporabljal motor z mehansko komutacijo. Glavna področja uporabe so tako avtomatizacija v tovarnah, robotika, orodni stroji, pisarniška oprema, avtomobilska industrija, gospodinjski aparati in ročna orodja. V prihodnosti bo motor verjetno zamenjal enosmerni motor s ščetkami na skoraj vseh področjih delovanja. Asinhronski motorji so rotirajoči električni stroji majhnih in srednjih moči. Ker nima ščetk in mehanskega komutatorja, sta cena in strošek vzdrževanja bistveno manjša, poleg tega pa je struktura enostavnejša, motor pa robustnejši. Je najpogosteje uporabljen motor v industriji. V primerjavi z enosmernim motorjem ima bistveno večji izkoristek. Največ ga uporabljajo v pogonih s konstantno hitrostjo, zadnje čase pa vedno bolj prodira tudi na področja vodenja servopogonov. Izdelujejo ga v zelo širokem področju moči, omogoča pa tudi delovanje v širokem področju vrtljajev. Njegova največja težava je, da za vodeno delovanje potrebujemo sorazmerno kompleksen pretvornik. Osnovna področja uporabe asinhronskega motorja so industrijski pogoni, obdelovalni stroji, dvigala in električna vozila. Nemška in ameriška avtomobilska industrija ga vidita kot pogonski motor njihovih vozil. Kljub temu pa ga lahko ob nadaljnjem nižanju cen in izboljševanju lastnosti magnetnih materialov iz mnogih področij uporabe izrinejo sinhronski motorji s permanentnimi magneti.
Sinhroni motorji imajo zaradi svojih lastnosti praktično neodvisno vrtilno hitrost in se uporabljajo za aplikacije, kjer je zahtevana konstantna hitrost vrtenja, na primer kot navijalni stroji, močno obremenjeni pogoni in časovni mehanizmi. Taki motorji so lahki, imajo visok izkoristek in enostavno vezje za vodenje. Sinhronske motorje proizvajajo v zelo različnih velikostih, od zelo majhnih do zelo velikih motorjev. Področja uporabe sinhronskega motorja s permanentnimi magneti so industrijske aplikacije, črpalke, ventilatorji velikih moči, generatorji, servomotorji in avtomobilska industrija. V avtomobilski industriji bodo verjetno prevladali v alternatorjih in zaganjačih, japonska industrija pa jih v veliki meri uvaja tudi v pogone električnih avtomobilov. Zadnje čase je opazno, da se sinhronski motorji s permanentnimi magneti uveljavljajo na področju servopogonov srednjih moči, kjer bodo po vsej verjetnosti v kratkem izpodrinili enosmerne motorje s ščetkami. Tudi reluktančni motorji sodijo med sinhronske električne motorje. Njihova posebnost je, da nimajo permanentnih magnetov, kar znižuje njihovo ceno in povečuje zanesljivost delovanja. Ti motorji so robustni, imajo visok faktor med močjo in maso in dobro notranje hlajenje. Kljub temu, da dosegajo velike hitrosti, je njihova življenjska doba dolga. Hrup in pulzirajoč navor zahtevata kompleksno vodenje, karakteristika hitrosti in navora pa je nelinearna. Zaradi tega so reluktančni motorji prodrli le na zelo ozek segment, predvsem na področju nižjih moči. Uveljavljajo se lahko tam, kjer je pomembna nizka cena pogona, ki je blizu ceni asinhronskih motorjev. Področja uporabe reluktančnega sinhronskega motorja so električna vozila in pogoni s konstantnim bremenom. Italijanski proizvajalci avtomobilov želijo reluktančne motorje uporabiti za pogon svojih električnih vozil, so ti v trenutnem stanju še preveč glasni.